Danes želim začeti s pogledom na grozote, ki se dogajajo v Gazi. To je nekaj, kar bi moral storiti vsak, ki mu je mar. Groze, o katerih vam pripovedujejo, groze, o katerih poročajo vaši mediji in ki odmevajo na družbenih omrežjih. In kako bi to lahko naredili bolje, kot tako, da gremo neposredno k viru, k ljudem, ki te resničnosti doživljajo sami. In to so ljudje iz Gaze, v Gazi. Poglejmo si torej grozote življenja v Gazi, ki jih prebivalci Gaze delijo med seboj. Poglejte trpljenje. Poglejte revščino. Poglejte strašno lakoto. Poglejte, prikrajšanost. Ta beda. In poglejte, potrato. To niso slike, ki sem si jih izmislil. To niso posnetki izraelske vojske. To so slike, ki si jih gaščani delijo med seboj na svojih arabskih kanalih. Tiste, za katere ne pričakujejo, da jih bo videl zunanji svet, ali pa jim je zato vseeno. In vendar, kljub temu, kar ste pravkar videli tukaj, se pripoved v tujini nadaljuje. Scenarij se nikoli ne spremeni. Mediji vam ne povedo, da vsak dan v povprečju vstopi do 600 tovornjakov s pomočjo v Gazo. Izračuni, opravljeni v Izraelu, kažejo, da bi bilo približno 120 tovornjakov na dan dovolj za prehrano prebivalstva Gaze. In to pomeni, da govorimo o skoraj 5-krat večji količini, kot jo dejansko potrebujejo. Zaradi tega pomemben delež tovornjakov dovaža blago in druge izdelke, da prebivalcem Gaze ničesar ne manjka. In dejansko imajo več hrane, kot jo lahko porabijo. Obtožbe proti Izraelu se nikoli ne ustavijo dovolj dolgo, da bi se vprašali, če je to lakota, zakaj ti ljudje niti približno ne izgledajo kot žrtve grozodejstev, ki smo jih videli v preteklosti. Če je to obleganje, zakaj potem izgleda, kot da so v nakupovalnem središču? Če je to uničenje, zakaj potem prirejajo poroke v nečem, kar je videti kot četrt nočnega življenja? In medtem, ko vam prebivalci Gaze kažejo resnico, vam zahodni prebujeni aktivisti nenehno govorijo, kakšna naj bi bila resnica glede na to, kar narekuje njihova propaganda. In to boste videli v komentarjih tukaj, v tej oddaji, sami. Islamofašisti na eni strani in nevedni grojpari na drugi strani ignorirajo to, vidijo s svojimi očmi in namesto tega projicirajo tisto, kar je v njihovih zaostalih možganih. Tako imamo še eno evropsko ljubezensko ladjo za signaliziranje vrlin, oziroma flotilo spolnih zlorab in nadlegovanja, ki prihaja v Gazo, da bi kaj pravzaprav prinesli hrano? Poglejte še enkrat hrano, ki jo imajo tam v Gazi. Še ena ladja aktivistov, vplivnežev in samooklicanih rešiteljev prihaja, da bi rešila ljudi, ki so glede na njihove lastne objave na družbenih omrežjih v precej boljšem stanju, kot to prikazujejo videi za zbiranje sredstev teh aktivistov. Flotila, ki jo spremljajo lastni škandali. Saj nič ne kaže na moralno poslanstvo, tako kot notranje obtožbe o neprimernem vedenju in kaosu, še preden sploh pridejo na Bližnji vzhod. Zato še enkrat vprašam, čemu pravzaprav prihajajo sem? Da bi prinesli zdravila? Ali pa gre za simbolične geste, ki jih bodo posneli za TikTok? Povečati gledanost na družbenih omrežjih, da bi morda povečali svoj dohodek. Morda pripeljejo nekaj koz za najljubšo zabavo moških v Gazi. Kdo ve? Ker če bi bila lakota resničen problem tukaj, bi pričakovali flotile, ki bi se odpravljale na kraje, kjer je lakota resnična in za dogodke, ki se resnično dogajajo. Tako kot genocid nad Tutsi v 90-ih ali nad Jezidi v Iraku pred desetletjem. Mimogrede, nihče ne izreče niti besede protesta glede dejstva, da ima Gaza aktiven trg s sužnjami jezidskih deklet, ki jih je zajel ISIS in so jih nato več kot 10 let prodajali in preprodajali. In to se še vedno dogaja, še vedno jih zadržujejo in zlorabljajo v Gazi. Kaj pa Somalija, ali Kongo, ali Južni Sudan, Severna Nigerija? Vse te stvari, ki se dogajajo v teh dneh. Ta mesta, kraji, kjer so bile cele populacije izbrisane, medtem ko svet drsi mimo, kot da je tole šepet. Tja ni šla nobena flotila, ni bilo nobenih viralnih kampanj, nobenih podpore slavnih oseb. Nobenih evropskih mladih, ki bi stali v vrsti, da bi reševali Afričane, ki umirajo v 100 tisočih. Predvidevam, da če se problema ne da rešiti tako, da se skupina pop izvajalcev zbere v studiu in zapoje We Are The World, potem preprosto gredo naprej. Ker te tragedije ne ustvarjajo klik. Ne postanejo viralna tema. Ne ponujajo bolnega, izprijenega čustvenega vznemirjenja, ki ga daje nasprotovanje Izraelu. In tako se ogorčenje uporablja selektivno. Ne tam, kjer je trpljenje največje, ampak tam, kjer je politika najlažja. Torej, še enkrat, zakaj?
Res, zakaj? Očitno ni zaradi lakote. Razen če ste ženska iz Gaze, katere teroristični mož je bil ubit, zdaj pa njegovi nekdanji tovariši vas spolno izkoriščajo, da si lahko priskrbite hrano, kot sem poročal prejšnji teden. Morda so to samo patetični zahodni mladostniki, ki iščejo smisel v svojih dolgočasnih življenjih. Odpravljajo se na morje, saj je sprehajanje po ulicah evropskih prestolnic dandanes lahko zelo nevarno, še posebej za ženske. Vidiš, kako enostavno je širiti pretiravanja, ki izkrivljajo resničnost. Učil sem se od najboljših med temi samooklicanimi aktivisti, ampak naj ne zaidem. To pa vemo, ni iz skrbi za domnevne žrtve. Gre za nekaj veliko bolj zloveščega. Tisto, kar je bilo dolga leta najljubša evropska zabava, zloraba in preganjanje Judov, jim je bilo zdaj že 3 generacije odvzeto. In se zdaj na velika vrata vrača v modo. Še posebej zdaj, ko lahko to prikrijejo, saj svoje sovraštvo in zlorabo Judov predstavljajo kot nasprotovanje sionistom, nas imenujejo ziosi in pri tem ohranjajo svojo moralno ogorčenost. Pijejo o genocidu. Ampak vedo, da je to nesmisel. Če bi šlo za genocid, bi bila mapa regije videti povsem drugače. Potem, ko so videli vse, kar je ta majhna država Izrael, vseh nas 7 milijonov naredila Arabcem, ki nas v Libanonu, Siriji, Iraku, Jemnu in Iranu prekašajo za 10-krat. Potem, ko so videli vse, kar smo jim naredili, je dejstvo, da Izrael ni povzročil večje škode Gazi, dokaz naše zadržanosti. Naši sovražniki v Gazi so imeli več kot 20 let, da so se pripravili na svoj napad. Nikoli niso skrivali svojega namena uničiti Izrael. In to ponavljajo še danes. In to vključuje tudi njihove vzklike, od reke do morja. Lahko bi naredili veliko več odstranili in bili še večji kolonizatorji, kot če bi vzeli ozemlje v velikosti Washingtona DC. In ja, škoda je, da jih je toliko umrlo. Ampak vedeli so, sodelovali so in praznovali napad na Izrael. Vojna je tragična, ampak kontekst je pomemben. In sistem, ki so ga zgradili pod Gazo, predori, orožje, desetletja priprav, vse to je bilo zasnovano z enim namenom, da znova in znova napadajo Izrael, odkrito in ponosno, in morda povzročijo naš propad. Naša odgovornost, tako kot odgovornost vsake države, je najprej in predvsem skrb za lastne državljane. Dolžni smo zaščititi svoje. Zavestno in namerno so svoje civiliste postavili neposredno v linijo ognja. Vem, koliko ljudi je vznemirjenih zaradi uničenja v Gazi. In to je res sramota. Sramota je, da v tem vseh teh letih niste spregovorili in ste molčali. Herojsko ste opisovali teror, ki so ga izvajali prebivalci Gaze, kot odpor. No, Bog že gnaj, tvoj pogumni William Wallace Hart. Hamas je zgradil infrastrukturo, se spravil na naše otroke in nam ni pustil druge izbire, kot da uničimo to grožnjo. In isto se zdaj dogaja v Libanonu. Zdaj to počnejo v Libanonu. Zlorabljajo vsak vidik, ki ga zahodne vrednote ščitijo. Šole, zdravstvene ustanove in vozila, medijsko osebje. Prav to dejanje je samo po sebi vojni zločin po zakonu, s katerim nam tako pogosto mahajo pred nosom. Gledate tunel Hezbolaha, 25 metrov pod zemljo, pod civilno trgovino z oblačili v južnem Libanonu. To je poveljniški bunker Hezbolaha. Hezbolah ga je uporabljal za usmerjanje napadov na izraelske civiliste. Zato Izrael razstavlja vojni stroj Hezbolaha ob meji, da bi zaščitil izraelske družine pred raketami, napadi in še enim 7. oktobrom s severa. Izrael si želi miru z Libanonom, vendar premirje ne more biti pretveza, da se Hezbolah ponovno oboroži. In zaradi tega je nastala velika škoda. A to je njihova odgovornost. Ne moramo biti bolj odgovorni za njihove civiliste, kot so oni sami. Resnica je, da nikomur od teh samopravičnih bedakov v resnici ni mar. Ampak glej, če lahko napadaš in kritiziraš Jude, potem to prinaša klike in dohodek. To ti bo prineslo denar. Ti nadzoruješ medijski cikel in tokove novic, vplivaš na svet. Počakaj. Nadzorujem medije? Vplivam na svet? Zaslužim denar? Kje si to že slišal? Ali ni to tisto, za kar obtožujete Jude? Vseh 15 milijonov nas po svetu. Točno to je tisto, kar vsi vi, zaplankani goji in kozefukači ter pedofili, ki se poročajo z otroki, očitate nam.
In vprašal bom še enkrat, zakaj pravzaprav prihajajo sem, ko pa lahko jasno vidijo, da obstaja razkorak med pripovedjo in resničnostjo, ki vam jo kažejo Arabci. Sherry Oz je izraelska raziskovalka in pisateljica, ki se resno in metodično ukvarja s trditvami, ki krožijo o Gazi. V članku, ki ga je napisala z naslovom Trditev o genocidu v Gazi, primerja obtožbe glede Gaze z dejanskimi mednarodno priznanimi genocidi. Kaj se zgodi, ko to primerjate z Ruando, Armenijo in holokaustom? In ona počne nekaj, česar vsi tisti, ki se pretvarjajo, da so ogorčeni, dejansko nočejo narediti. Poglejte resničnost, kaj se v resnici dogaja, ne pa kaj piše v izjavah. Ona ocenjuje dejstva in ne propagande. V svojem članku izpostavlja nekaj pomembnih točk. Sherry potrjuje očitno, da vojna v Gazi je bila uničujoča. Da, civilisti so trpeli. Da, travma je resnična. Vendar poudarja, da ima beseda genocid pravni pomen, ne pa pomena, ki ga ustvarjajo družbena omrežja. In da bi se ta izraz uporabil, je potrebno dokazati namen uničenja nacionalne, etnične, rasne ali verske skupine. Ne uničenje ali razselitev in ne ogorčenje zaradi obsega tragedije, temveč namen. In to je najtežje dokazati. Sherry na to naredi nekaj zelo preprostega. Gazo postavi ob bok drugim dogodkom in jo primerja s podatki o njih. V Ruandi je bilo v 100 dneh iztrebljenih 70% populacije Tutsijev. V holokaustu sta bili iztrebljeni 2/3 evropskih Judov. V Armeniji je bilo ubitih več kot milijon ljudi. V Namibiji so bili skoraj izbrisani cela plemena. Tudi genocid nad Jezidi, ki je imel nižjo proporcionalno stopnjo smrti, vključuje sistematično pobijanje, množična posilstva, prisilno spreobračanje in izrecen namen uničiti skupino. Številke v Gazi preprosto ne ustrezajo tem vzorcem. Niti približno se ne približajo po obsegu, po deležu ali po demografskem vplivu. Sherry obravnava tudi časovni vidik. Pravi genocidi so bodisi takoj prepoznani, kot tisti v Ruandi in nad Jezidi, ali pa šele po desetletjih preiskav, kot holokaust in armenski genocid. Gaza, kot opaža, je še vedno sredi spornih dokazov, izpodbijanih številk in tekočih pravnih postopkov. Primer na meddržavnem sodišču je še vedno v teku. Končna razsodba je še več let stran. NATO gre skozi 5 kriterijev OZN za genocid. Ubijanje, huda prizadetost, uničujoči pogoji, preprečevanje rojstev in premestitev otrok. Pri priznanih genocidih je izpolnjenih več kriterijev z jasnimi dokazi o namenu. Pokaže, da so se v Gazi uboji in poškodbe zgodili v kontekstu urbanega bojevanja. Drugi kriteriji so domnevni ali sporni dokazi, pa se lahko razlagajo na več načinov. In izpostavi eno ključno pravno točko. Če isti dokazi lahko podpirajo več kot eno razlago, meddržavno sodišče ne sklepa o genocidnem namenu. To je pravni precedens, ne njeno mnenje, in to ni politična izjava. Sherry zaključi s preprostim sklepom. Obtožba je resna. Zato si zasluži resen pregled. In hashtagi, slogani, ulični protesti niso nadomestilo za pravno presojo. Zato obstaja meddržavno sodišče in zato so primerjave pomembne. Če bi bili ljudje resni, se ne bi ukvarjali s selektivno uporabo mednarodnega prava, ustvarjanjem obtožb, ki ustrezajo določenemu načrtu in manipuliranjem okoliščin. Resno bi se tega lotili, tako kot je to storila Sherry. Ko pogledate, kako se danes uporablja mednarodno pravo, ne morete prezreti selektivnega ogorčenja, načina, kako se pravni izrazi raztegujejo, krčijo ali zlorabljajo kot orožje, odvisno od tega, kdo je vpleten. Ko gre za Izrael, gre vse za agende in manipulacijo okoliščin, da ustrezajo vnaprej določeni pripovedi. In ko se sprašujete, zakaj je to vnaprej določena pripoved, zelo preprosto. Bili smo napadeni 7. oktobra in 8. oktobra. Še preden je Izrael odgovoril, so že demonstrirali na ulicah Združenih držav in evropskih prestolnic ter nas že takrat obtoževali genocida. In vprašati se morate, kje so bili vsi ti glasovi, te vlade, te institucije, ti aktivisti, ko je bilo v sirski državljanski vojni ubitih več kot 500 000 Sircev. Kje so bili, ko so ocene kazale, da je bilo skoraj 100 000 od teh žrtev arabskih beguncev, ki so živeli v Siriji? Ni bilo izrednih zasedanj, ni bilo svetovnih pohodov, ni bilo flotil, ni bilo obtožb o genocidu, ni bilo mednarodnih kampanj, ki bi zahtevale odgovornost.
Isti akterji, ki druge zamižijo pred množičnimi grozodejstvi, nenadoma odkrijejo svojo moralno ogorčenost, ko je vpletena država Izrael, ker so to politične točke, ki se nagrajujejo. Torej, vprašanje in problem, s katerim se soočamo, so nedosledni moralni standardi v kombinaciji s selektivnim moralnim teatrom. In zdaj je hinavska maska popolnoma padla. Danes na glas razglašajo svoj pravi namen. Pozivajo k uničenju Izraela. Ne pravica, ne človekove pravice, ne mir. Uničenje. Od reke do morja uničite cionistično entiteto. In to si upajo odkrito povedati, ker je svetovna razprava zastrupljen. Ker so z izkrivljanjem dogajanja v Gazi in s tem, ko so zapleteno vojno spremenili v lažno obtožbo genocida, ustvarili moralni svet, v katerem je Izrael prikazan kot zlobnež, ne glede na dejstva. Neverjetno je, kako isti voditelji evropskih držav, ki zdaj izražajo šok, umetno ustvarjen in selektiven šok zaradi ukrepov, ki jih je Izrael sprejel, da bi ustavil napad, katerega cilj je bilo naše uničenje. To so isti voditelji držav, ki so nas desetletja poučevali. Rekli so nam, da moramo priznati PLO, ker bo to prineslo mir. Tako smo storili. Prepričali so naše voditelje in ljudi v Izraelu, da bo tako. Rekli so nam, umaknite se z ozemlja, to bo prineslo mir. Tudi to smo storili. In kaj se je zgodilo? Ta popuščanja so izkoristili prav tisti ljudje, za katere so nam rekli, da bodo sprejeli mir, ki smo ga ponudili. In miroljubni namen. Najprej so prišli valovi terorja, nato samomorilski napadi, potem so prišle rakete. In vsakič so našli izgovor, zakaj so Arabci to storili in zakaj moramo mi pokazati zadržanost. In potem večji načrt, tisti, ki ga je Hamas pospešil, ko je napadel prej, kot je bilo načrtovano, nič od tega ni bila skrivnost. To je bilo vidno že leta. Ta gradnja podzemne infrastrukture, pa tudi napad za napadom na Izrael, kampanja za kampanjo. In vsakič, namesto da bi zahtevali odgovornost od teh skupin, ki so izvajale nasilje, namesto da bi vztrajali pri posledicah, so nam, Izraelu, govorili, naj pokažemo zadržanost. Rekli so nam, naj naredimo še več popuščanj. Rekli so nam, da če bi le še malo bolj popustili, bi se mir čudežno pojavil. In zdaj ti iste vlade popuščajo. V nekaterih primerih pa celo spodbujajo množice, ki hodijo po njihovih ulicah in vzklikajo proti Izraelu. Množice, ki ne pozivajo k kompromisu. Množice, ki ne pozivajo k sobivanju. Množice, ki pozivajo k izginotju Izraela. Vsakič, ko smo poskušali doseči dogovor, vsakič, ko smo podali roko, je bil odziv enak. Nasilje, zavračanje in vztrajanje, da breme kompromisa pade le na državo Izrael. In veste, kaj je v ozadju vsega tega? Projekcija samosovraštva. Evropa je generacije preživela v oddaljevanju od lastne vere, od kulturnih temeljev, ki so jo nekoč držali skupaj, in od lastnega občutka narodne identitete. Zato ni presenetljivo, da njihovo sovraštvo do nas tako zlahka pride na površje in se širi. Mi, Jude, smo vedno bili in smo zdaj, bolj kot kdajkoli prej, vse tisto, česar Evropa ne zna več biti. Mi v Izraelu smo narod, ukoreninjen v svoji veri, narod ukoreninjen v zgodovini, narod ukoreninjen v narodni pripadnosti, narod, ki še vedno verjame v nekaj večjega od sebe. Oni, ljudje Evrope, se borijo s tem, kdo so. Zamerijo to, česar so se odrekli. In ko poskušajo upravičiti praznino, ki je prevzela njihovo dušo, pogledajo k nam. Mi tukaj v Izraelu. Samo s tem, da samozavestno živimo v skladu s svojo identiteto, svojo zgodovino, svojo vero in samim svojim obstojem, jih spominjamo, da je tisto, kar so izgubili, še vedno mogoče. Da je smisel še vedno mogoč, da je ukoreninjenost še vedno mogoča, da lahko narod še vedno verjame vase. Preganjali so nas in nas dolga leta uporabljali kot grešne kozle zaradi tega. A kljub temu smo mi, Judi, ostali neomajni in ponosni na to, kar smo vedno bili in kar smo vedno ostali, medtem ko so oni izgubili občutek in povezavo s tem, kar so bili in so nesrečni. In to je nekaj, česar nam ne morejo in nam ne bodo odpustili. Ta kriza identitete na Zahodu ne tiči tiho pod površjem. Izraža se agresivno in pogosto iracionalno. Prebujena levica je postala odtujena od lastnih držav, lastne dediščine, lastnih kulturnih temeljev.
In namesto, da bi se s to nelagodnostjo pošteno soočili, jo preusmerijo navzven. Globoko nezadovoljstvo s samimi seboj projicirajo na priročne zunanje tarče. Zato se uprimejo neke namišljene stvari, ki ne zahteva nobenega pravega odrekanja, nobenega pravega razumevanja ali odgovornosti. Neke zadeve, ki jim omogoča, da se počutijo pravični, medtem ko se izogibajo trdemu delu popravljanja tistega, kar je pokvarjeno v njihovih lastnih družbah. In Izrael postane popolna tarča. Ne zaradi tega, kar Izrael počne, ampak zaradi tega, česar ne morejo priznati sami sebi. In s tem je staro sovraštvo našlo novo življenje. Ker to, kar zdaj vidimo, je zlitje čudne, nelagodne simbioze med deli sodobne prebujene levice in elementi tradicionalne verske desnice v Evropi in drugod. Dve skupini, ki se skoraj vsem ne strinjata, nenadoma odkrijeta skupen jezik, ko gre za Izrael. Različne motivacije, različni pogledi na svet, a enak čustveni izplen. Tarča, ki jo je varno obsojati, varno kriviti in se varno mobilizirati proti njej. To zbliževanje se ne zgodi zgolj zaradi dejstev. To se zgodi, ker je bil Izrael učinkovito predstavljen kot kolektivni Jud, država pa je izpostavljena za splošno obsodbo. Samo s svojim obstojem, preživetjem, ohranjanjem identitete, zgodovine in kontinuitete razkriva nekaj, s čimer se obe strani spopadata. Za eno stran je to nelagodje zaradi izgubljenega kulturnega središča. Za drugo stran je to nelagodje zaradi spreminjajočega se sveta, ki ga ne morejo nadzorovati. In za obe strani, prebujeno levico in skrajno desnico, postane to platno, na katerega projicirajo svoje tesnobe. No, če imamo vse to v mislih, si poglejmo nekaj dogodkov tega tedna. Začeli bomo seveda z Iranom. Tamkajšnja situacija je bila v četrtek še vedno ujeta med morebitnim dogovorom in obsežno vojno. Dogovor, ki bi lahko bil slab za Izrael, poudarjam, da bi lahko bil, saj, kot sem že povedal v prejšnjih oddajah, ne vemo natančno, kaj se dogaja. Kar je mimogrede dobro, saj manj kot je razkrito, več mora sovražnik preračunavati svoje korake. Vendar dogovor morda ne bo v korist Izraela, kar dokazuje dejstvo, da so Američani že opustili zahtevo po razgradnji iranskega raketnega programa. Obsežna vojna bi lahko potencialno škodovala svetovnemu gospodarstvu. Torej, kar vidimo je dolgoročno obleganje Irana, ki se pojavlja kot domiselna vmesna pot za oslabitev iranske države. To je podobno trenutni realnosti v Gazi, ki je prav tako ujeta v nekakšno vmesno območje, kjer je Hamas prisoten, a z izraelskega vidika deluje skoraj kot odsotna prisotnost. Še vedno tam, vendar precej manj grozeč kot prej. In tukaj je tudi libanonski vidik. Ta vmesna situacija je domnevno premirje, ki ga Hezbolah nenehno krši, kar Združenim državam omogoča, da ohranjajo pritisk v svoji kampanji proti Iranu. In prav zaradi tega Izrael sodeluje s trenutno namišljeno mirovno pobudo, ki ima kljub svoji simbolni naravi še vedno določeno vrednost, že samo zaradi pritiska, ki ga ustvarja na Hezbolah. Toda tako so stvari v času snemanja v četrtek. Vse se lahko spremeni čez noč ali celo čez vikend. Ko že govorimo o Gazi, je v torek minilo 200 dni, odkar je začelo veljati trenutno premirje med Izraelom in Hamasom 10. oktobra 2025. V celotnem tem obdobju je Izrael večinoma enostransko spoštoval dogovor, kar pomeni, da v Gazo prihajajo ogromne količine pomoči, orožje pa ne odhaja iz nje. Hamas v nasprotju z dogovorom tega noče storiti. Kot sem že omenil, vsak dan v Gazo v povprečju vstopi skoraj 600 tovornjakov s pomočjo. To je skoraj 5-krat več, kot dejansko potrebujejo. Hrana in ti izdelki polnijo Hamasove žepe z denarjem, ker jih prodajajo tamkajšnjemu prebivalstvu. To pomaga krepiti njihovo oblast v Gazi. In to jim tudi omogoča, da se pripravijo na obnovitev bojev na način, ki jim bo omogočil, da prenesejo mesece obleganja, ne da bi občutili kakršnokoli pomanjkanje. To je zato, ker je naša pozornost še vedno usmerjena na Iran. To se bo spremenilo v trenutku, ko bo vprašanje Irana rešeno. To morajo upoštevati prebivalci Gaze. In zdaj nazaj k flotili, ki sem jo omenil prej. Izraelske sile so zgodaj v četrtek zjutraj prevzele nadzor nad plovili in flotilo namenjeno v Gazo. Enota tiskovnega predstavnika IDF je sporočila, da IDF izvaja pomorsko blokado Gaze v skladu z navodili izraelskega političnega vrha. Dodajam, da je to tudi v skladu z mednarodnim pravom. Država lahko razglasi pomorsko blokado v primeru vojne.
Med prevzemom so udeleženci flotile krožili videoposnetke, na katerih je bilo slišati izraelske mornariške specialce, ki so jih pozivali, naj spremenijo smer in povedali, da plovba v Gazo krši mednarodno pravo. In če želijo poslati pomoč v Gazo, naj to storijo prek sprejetih kanalov preko pristanišča Aždod v Izraelu. Izraelsko ministrstvo za zunanje zadeve je objavilo videoposnetek iz operacije vkrcanja, na katerem so prikazani nekateri izdelki, ki so jih aktivisti flotile prinesli s seboj. Med predmeti in pripomočki, najdenimi na krovu, so bili tudi mamila, kontracepcijska sredstva in drugi zaščitni pripomočki. Res prava ljubezenska ladja. Hamas je seveda vložil pritožbo in izrazil nezadovoljstvo zaradi zasega flotile s strani Izraela. Sprašujem se, na kaj so upali? Predtem je v sredo izraelski minister za obrambo Izrael Katz uvedel sankcije proti kampanji zbiranja sredstev za flotilo, ki jo je organiziral Hamas skupaj z dodatnimi mednarodnimi organizacijami. Minister za obrambo je razkril, da so organizatorji za fasado zbiranja denarja za nakup plovil delovali na nezakonite načine in brez preglednosti. Nedavno so bili aktivisti in vodilne osebe, vključene v kampanjo, aretirani ali pridržani v Tuniziji in drugih državah zaradi suma vodenja mreže, vpletene v pranje denarja in korupcijo. Wow, smo presenečeni? Sankcije so del širše gospodarske kampanje, ki jo vodi izraelski varnostni aparat v sodelovanju z Združenimi državami proti teroristični organizaciji Hamas in proti poskusom spodkopavanja varnostne stabilnosti v Gazi. Flotilja v praksi dejansko krši rezolucijo ZN 2803, ki določa, da mora pomoč Gazi vstopati izključno prek priznanih, uradnih in odobrenih kanalov. Od tam pojdimo naprej v Libanon. IDF je ta teden objavila posnetke, ki razkrivajo sistematično uporabo reševalnih vozil in medicinske opreme s strani Hezbolaha v Južnem Libanonu za prikrivanje terorističnih dejavnosti. Teroristična organizacija izkorišča imuniteto, ki je zagotovljena medicinskim vozilom, za prevoz teroristov in terorističnega orožja. V več dokumentiranih primerih so teroriste pobirala reševalna vozila, medtem ko so bili skriti v vrečah za trupla. Organizacija je povečala uporabo reševalnih vozil kot sredstva za premikanje teroristov med različnimi lokacijami, pri čemer prikriva njihovo identiteto. Dodatni posnetki prikazujejo teroriste, ki so preživeli napade IDF, kako bežijo in se skrivajo na določenem območju, dokler ne prispe reševalno vozilo, ki jih pobere nepoškodovane, medtem ko ležijo na nosilih v vrečah za trupla in jih nato odnese v vozilo. To je popolnoma enak sistem kot v Gazi. In na kar se bodo mediji osredotočili, je seveda to, da je Izrael napadel reševalno vozilo, ne bodo pa vam povedali, kaj se dogaja v ozadju. In tako kot v Gazi, je jasno, da je Hezbolah spremenil celotno območje fronte v gosto mrežo vojaške infrastrukture, umeščene v civilno okolje. Izraelski zunanji minister Gideon Sar je predstavil novo dokumentacijo, ki prikazuje orožje, ki so ga sile IDF odkrile v Južnem Libanonu. Po besedah zunanjega ministra ta grožnja ni bila deležna niti resnega odziva strani libanonske vlade, s katero, vas spominjam, so potekala pogajanja. Zunanji minister je poudaril, da so tudi omejena prizadevanja Libanona omejena le na odprta območja. In rezultat je to, kar so sile IDF našle. Orožje, skrito v civilnih območjih, vključno znotraj šole in drugih občutljivih lokacij, le nekaj kilometrov stran od izraelske meje. Izrael je ta teden nadaljeval s prizadevanji za odstranitev grožnje Hezbolaha vzdolž naše meje. Razkrite pa so bile tudi predore iz Hezbolahovega načrta za invazijo na Galilejo. Vključevalo je spalne prostore, rezervoarje za vodo ter protitankovske rakete in izstrelitvene naprave v varnih mestih. V obsežni operaciji, ki je vključevala tudi eliminacijo teroristov, so izraelske obrambne sile odkrile 2 predora s skupno dolžino 2 km in globino 25 metrov, iz katerih je Hezbolah načrtoval vdor v Izrael. Varnostni uradnik je povedal, da je to največja infrastruktura, ki so jo odkrili v Južnem Libanonu. Predore so kasneje porušili z eksplozijo, ki so jo čutili po celotnem severnem Izraelu. To je opomnik, da bo vsaka prihodnja ureditev na severu odvisna od sposobnosti in pripravljenosti Libanona za izvajanje dogovorov. Libanon se neposredno pogaja z Izraelom. Pogajanja, ki bi lahko v teoriji odprla vrata drugačni in bolj stabilni prihodnosti. Toda hkrati Libanon ne sprejema praktičnih ukrepov, potrebnih za ponovno uveljavitev lastne suverenosti. To so stvari, ki jih razume celo otrok. Ne, resno, otrok.
Uporabniki družbenih omrežij v Libanonu so ta teden objavili sporočilo, ki je bilo poslano na Instagram račun arabskega tiskovnega predstavnika izraelske vojske, podpolkovnika Avihaja Adrija, ki je bil mimogrede zelo priljubljen v Libanonu, strani enega od dijakov libanonske srednje šole. V sporočilu je dijak trdil, da se klet šole uporablja kot skladišče orožja Hezbolaha. Po posnetku zaslona Instagram sporočila, ki je krožilo po spletu, je dijak pisal Adriju v latinici in dejal, da mu želi posredovati zelo pomembno informacijo o šoli. Dajek je trdil, da so v ustanovi orožje Hezbolaha, vključno z raketno dvorano in podzemnimi zaklonišči, ki vsebujejo orožje. Dajek je dodal, da želi samo posredovati informacijo in prosil, naj se njegovo ime ne omenja v zvezi s tem primerom. Hezbolah je to seveda zavrnil in dejal, da gre za poskus dijaka, da bi Izrael uničil šolo, da bi se tako izognil testu, na katerega ni bil pripravljen. Ne vem za vas, ampak med teroristično skupino Hezbolah in mladim libanonskim fantom zaupam fantu. In kot pravijo, iz ust otrok, ali kot nam pravi svetopismo v Psalmu 8.2, iz ust otrok in dojenčkov si pripravil moč. Jaz sem Daniel Seaman. Pridružite se mi spet naslednji teden tukaj v oddaji Straight Up iz studia JNS TV v Jeruzalemu, Izrael.